Lep dober večer, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Prav posebna čast me je doletela. Vesela sem, da se je odzval in da je nocoj z nami najboljši slovenski rokometni golman vseh časov, Rolando Pušnik. Dober večer. Dober večer, dobrodošel v ženski areni. Ne bova se borila, bova pa povedala zgodbo tvojega življenja. Kakšna je bila v tvoji areni? Hvala za povabilo v vaš studio, katerega sem se z veseljem odzval in verjamem, da bomo speljala ta intervju zelo lepo, tako kot vi znate. Kajti tudi tvoja zgodba je zelo lepa, polna poučnih stvari, zanimivih stvari. Postal si eden najbolj prepoznavnih športnikov dejansko na vsem svetu. Izhajaš pa iz našega Celja. Dobro, iz Celja bi tako rekel, da je ogromno dobrih športnikov, rokometašov se tle vzgojilo in se prebijalo po celem svetu, ne samo v Sloveniji. Tako da imam srečo, da sem pač eden od teh, ki recimo, da je bil na pravi poti in z nekim trdim delom in neko uspešnostjo, recimo, da mi je uspelo pripeljati ene zadeve v karieri do teh let, ki jih trenutno imam. Ki jih trenutno imaš, je pa značilno, da dobro, golmani tudi sicer ostajajo dalj aktivni v igri, ampak ti si še posebej dolgo branil, kaj ne? Ja, res je, pri našem poslu oziroma delu je tako, da pač nimamo toliko poškodb, kontaktov, nekih hitrih gibanj, da bi se lahko poškodovali, vendar so te poškodbe tudi simptomatične za vratarja. In pri meni jaz imel res tega ogromno, ne vem, od zlomov prstov do kolen, operacije očesa in tako dalje. Mislim, da, ampak generalno za me neke vene, ampak dobro, to je malo tudi gensko, tako da tudi to se bo uredilo in ja, šport je zato zanimiv. Normalno te zadeve, poškodbe vzameš kot zakup, ki gredo v ta šport naš in enostavno bistvo je, da ne ostaneš invalid po karieri. Ja, to je res. Ker sva ravno pri poškodbah, ko gledamo včasih po televiziji, se to še bolj vidi kot pa v živo na tekmi, ko dobi golman žogo v nos. To pa mora strašno boleti. Ja, odvisno v kakem položaju se postaviš, da lahko žogo to odbiješ nazaj, če si v pravem vratarskem gardu, da recimo prija situacija, da žogo odbiješ, ni takšen problem. Lahko so pa tudi ti stranski učinki, kot nisi ti pripravljen in te žoga zadane in je lahko težava. Ja. Je lahko težava. Lotila sva se takoj rokometa, pa začniva kot ponavadi z mojimi gosti nekje čisto na začetku. Si rojen Celjan, kaj ne? Ja, jaz sem bil rojen v Splošni bolnici Celje. Mati Jožefa izhaja iz Kozjanskega. Ona je študirala v Ljubljani dolga leta. Ta čas sem živel pri moji teti v Slivnici na Kozjanskem, Gorica pri Slivnici na Kozjanskem. No in ko je mati končala študij, sva se preselila v Celje. Ona je tam dobila stanovanje na Oblakovi in tle sva potem, sem se vpisal v šolo, ona je dobila službo in od tle naprej se je začelo neko moje stalno življenje v Celju, stalno ali začasno. Pa vendar, ja, začasno, glede na to, da si se veliko selil, res je, zaradi rokometa te je pot vodila marsikje. Pa vendar, tista prva zibel Kozjansko, je ostalo kaj o tebi? Ja, gor imam del družine, se pravi dva sestriča, moja botra je tudi gor, Štefka, sestriča Branko in Robert. Sestrič tudi en Janko je dolih, Romana sestrična, to mi je
To so mi še ostali To je tvoja širša družina. Ja, po materi, po očetu pa sestra Štefka iz Pucove ulice. Z mamo sta se preselila v Oblakovo ulico, torej si dejansko v center mesta prišel. Osnovna šola, kam si hodil? Bil sem vpisan na drugo osnovno šolo, tam sem hodil do 4. razreda in na to, ker so potem ukinili to šolo oziroma so spremenili v pedagoški center, sem šel na prvo osnovno šolo v Celju. Kaj lepi spominov iz tistega časa, kakšno je bilo Celje v tvojem otroštvu, naše mesto, v mestu samem, kako je bilo? Ja, vse posod nas je bilo dosti, veste, kak mladinci, fantje, mladi, radovedni, ogromno smo bili na ulici. Ta družba prijateljev, ki sem jih imel, se je ukvarjala z športom, nekateri z drugimi postranskimi stvarmi, ampak v glavnem jaz sem se bolj fokusiral glede na to, da je blizu so rokometna igrišča. Jaz sem se bolj fokusiral na šport oziroma na to družbo, ki se je pač nahajala blizu, ki se je nahajala na igrišču. Tukaj sem tudi spoznal vse moje prijatelje. Na igrišču smo bili po cele dneve, to so bila asfaltirana igrišča, tam smo igrali košarko, nogomet, rokomet, odbojko, v glavnem univerzalen smo zelo bili in potem smo se nekje skozi to mladost vsak sebe iskali v svojem športu, ne, in pač meni je bil všeč. Prvo sem hodil na gimnastiko tam na drugi osnovni še, no, ko je bila zima, sem šel na gimnastiko, ko je bilo poletje, sem šel na rokomet in nogomet, jaz sem prvo nogomet igral, pa sem imel neko majhno poškodbo, pa to ni šlo, veliko je bilo treba težiti meni, jaz nisem bil najbolj za tek, no, in pač sem se potem nekje na prvi osnovni tudi malo ukvarjal s košarko, poskušal sem, ko smo igrali malo med sabo razredi, ampak v glavnem sem se odločil, da bi bil vratar v rokometu in to je to, ne. To je to. Ja. To se pravi, da tvoj hobi na nek način je že v otroštvu kot hobi že bil takoj šport. Ja. Ali si imel še kaj drugega poleg športa? Kakšen učenec si bil, si bil priden? Ja, od začetka sem imel malo težav, to je res, dokler se nisem malo unesel, aklimatiziral, ampak no, pol kasneje je to šlo na gor in ja, sem bil dober učenec. Nisem bil odličnjak, ampak sem bil dober učenec. Si bil dober učenec. Je v spominu kakšen učitelj, ki te je še posebej takrat v tistem času mogoče že zaznal ali pa kakšen trener, se je že takrat v teh mladih, rosnih letih kakšna selekcija delala, kdo bi lahko bil športnik, kdo pa ne? Ne bi rekel, da se je že delala neka selekcija, ker smo bili zelo mladi in smo se jaz odločali skozi šport, ki sem imel največ prijateljev, ki je katerega sem najboljše obvladal in kjer sem se najbolj znajdel, ne, in tako da ja, bili so učitelji, na drugi osnovni, pač v prvem razredu mi je bila profesorica Turkova, na to, na prvi osnovni je bil to je bila razredničarka, za športno vzgojo je bil pa profesor Janko Veligovšek, on je z Griž drugače. Ja, bilo je dosti profesorjev, ki jih poznam, se jih spomnim, vendar zdaj imena ne bi mogel naštevati, ker je le dosti časa menila. Ja. Se kaj videvate z osnovnošolskimi sošolci? Imate kdaj srečanja? Z kolegi se videvamo, nažalost zadnje čase bolj kot ne po teh pogrebih, gor dol, ne vem. Ja, zdaj smo imeli priliko, ko je Miloš Rovšnik, moj sošolc, dobro, on je bil en razred više, smo se srečali gor vsi, bom rekel, njegov razred plus jaz zraven, pa ta neka moja generacija in smo se imeli kar dost za pogovoriti, na koncu smo se tudi tako nekako odločili, da bi pa
šli tega profesorja Veligovška v Griže enkrat obiskati, ko bomo najdli vsi čas in mislim, da se bo to zgodilo v bližnji prihodnosti. No. Zelo lepo. Ja. In vztrajajte pri tej odločitvi. Ja, on je bil eden tistih, ki nam je dal nek navdih v osnovni šoli. Dobro popotnico. Ja, naša šola je bila zelo uspešna v športu, v vseh športih, v glavnem v rokometu pa sploh. Tu bi lahko naštel, ne vem, Razgorja, Cigoja, Praznika, Toplaka, Rožnika, Sendelbaha, Čajiča, Dimeca, Hunskega, to je za dve reprezentanci ljudi. Marko Božiček, Mojca Božiček, to so bili vsi kasneje dobri športniki. Če sem kjerga pozabil, ne mi ne zameri. V glavnem, ja, od tam smo se potem vsi nekako lansirali v različne športe, nekateri v hokejiste, nekateri v rokometaše, košarkaše, vsega je bilo. No. V glavnem, jaz sem se odločil za rokomet in na to smo pač ta šola, prva osnovna, gro igralcev se je odločili, da gre na skalno klet, profesor Tonetu Goršiču in profesorju Miletu Čepinu. Ona sta ena takšna, s katerima se je začel pravi rokomet, pravi trening, resno treniranje, vzgoja in vse ostalo. Tak da, ja, nekje... Meni so skalna klet, to je za današnje ljubitelje rokometa sicer poznana informacija, ampak ne znamo pa si predstavljati, jaz že ne poznam več tega, rokomet na asfaltu. Ja, cela rokometna je zibelka rokometa. In odtle izhajajo vsi ti rokometaši, katere ste prej omenila, ki so nekako začeli, posebej Celjani, ki so nekako začeli ustvarjati neko kariero in neke rezultate v našem slovenskem rokometu in kako so postali tudi igralci. Mislim, da sta zdaj, da ne bi hvalil, da ne vem kaj, ampak vse se je začelo pri Tonetu Goršiču in Miletu Čepinu. Kompletna ta generacija, rokomet se že prej začel od bratov Bojovič, Luskarja, Maroleta, Iveziča, Korena, Pevnika, Marguča, Presingerja, Zalokarja, Teliča, Levstika, da ne pozabim, Trbovca, Džerija, Mužica, Toplaka, Anderluha, to je plejada rokometašov. Zdaj, če bi začel vse ekipe posebej, to je zgodovina. Zgodovina, ki ima tradicijo. Še dan danes, nažalost, so se med tem časom dogajale razne stvari, se je to fej spremenil in gre to nekam v neko drugo smer, kar je ni dober, ampak še vedno je rokometno Celje prepoznano kot klub, ki dobro dela z mladimi, ki ima tradicijo v Sloveniji in tudi v Evropi. Zato jim tudi ob tej priliki želim veliko uspeha v Champions Ligi. Lepo tebe. Kakšni so bili treningi? Kako je potekal trening na skalni kleti? Vemo, kako poteka danes trening. Že oprema je morala biti popolnoma drugačna. Ja, veste, rokomet s časoma napreduje. Menjajo se trenerji, nove vizije, strategije, nove organizacije klubov. Včasih pač ni bilo mogoče niti toliko denarja za te zadeve. Mi smo bili srečni, če smo dobili opremo, smo šli kam igrati, sendvič, kislo vodo in to je bilo tudi vse. No, zdaj s časoma se to fej spreminja, ljudje so prepoznali ta naš celjski rokometni center, bi jaz lahko rekel, če se lahko izrazim naš, jaz sicer dolgo časa nisem tle bil, ampak sem bil tle vzgojen, zato govorim v tej smeri. To je tvoj domicil rokometni? Tako je. Rokomet kot tak je napredoval, začel se je vlagati, širile so se organizacije, ki so začele vlagati v klube, sponzorstva in tak naprej in to je šlo potem samo navzgor.
Torej, že v osnovni šoli se srečaš s treningi na skalni kleti ali kasneje v srednji šoli? V osnovni šoli sem se srečeval z rokometnimi treningi, ampak to med razredi. Med razredi. Tle sem dobil tudi navdih, že na drugi osnovni, v 5. razredu. So rabili starejši razredi pač vratarja, meni se ni najbolj tekli in na drugi osnovni sem začel. Tle je iz druge osnovne je Anderluh, Kleč, Pavčnik, Herman Virt, to je bila ta generacija, ki so bili rokometno nadarjeni in so me oni dejansko nekako noter spravili takrat, da sem šel za njih igrati, meni se to dopadlo in potem sem tudi nadaljeval s tem športom. Začel resno trenirati, hodiš v šolo, hodiš na treninge. Ves čas svojih mladostniških treningov ali si že potem v Golovec hodil, takrat še Zlatoroga ni bilo? No, takrat smo začeli v teh razredih, to so bili neki rokometni krožki in tle smo bili izbrani pač ali ti, kateri smo bili za odtenek perspektivnejši, smo se odločili oziroma so nas potegnili na skalno klet in smo potem začeli tam trenirati. Poleti in pozimi? Takrat se je ta klub imenoval Železničarski rokometni klub Celje. Jaz sem s ponosom igral za njega, pol kasneje se je Aeroce preimenoval v Aero Celje, no pol kasneje v Pivarno Laško in to so bili neki začetki moje te rokometne poti na skalni kleti. Tudi po zimi ste zunaj trenirali? Ja, po zimi smo pa trenirali na tehnični šoli. Poleti smo imeli treninge na skalni kleti, v glavnem pol kasneje na tehnični šoli, šele pol kasneje, mislim, zdaj ne vem točno, kjerega leta je bila ta dvorana Golovec zgrajena in šele kasneje smo se tja preselili v to dvorano. Relativno mlad padeš v ta trenažni proces, sicer si prej povedal v pogovoru, da ste bili vse dneve zunaj, aktivni, se ukvarjali športom. Kako je mama reagirala na to, da pa si našel neko aktivnost, ki bo terjala veliko časa? Ja, glede na to, da je bila dosti zaposlena, mislim, da je kar odgovarjala, ona je bila medicinska sestra na otroški pediatriji v Celju, mislim, da je kar odgovarjala, da sem na igrišču, mogoče sem malo preforsiral včasih, ker me res do pozno v noč ni bilo, ker pač imel sem rad šport, ne vem, mi recimo nismo imeli žoge, pa smo kamen, pa selotejp čez, pa vato, da smo se naredili žogo, da smo brcali ali pa igrali na koš metal ali pa si zbijali tam dvojice ali karkoli na rokometnem igrišču. Mislim, marsikaj smo počeli, časi so bili drugi, denarja ni bilo in smo se pač na tak način znašli. Še en dokaz več, da če nekaj želiš, najdeš pot, način, kako boš to pilil in počel za to, da enkrat prideš na tisto pot, ki si jo želiš. Si edinec? Ne, imel sem pol brata, po očetu. On je nažalost umrl z 19 leti. Takrat sem jaz bil tlele zaposlen v EMO Celje kot delavec, mislim, da 5-6 mesecev. Ja, takrat se je to zgodilo, ponesrečil se je z motorjem, na našo žalost. On je živel v Trnovljah pri stari mami, pri očetu, midva smo se ogromno družila. Pač on je bil bolj za veselice, za harmoniko, zelo lepo se je učil v šoli, meni je motorje popravljal včasih, ampak jaz sem bil bolj za šport, pa sem se bolj na to stran usmerjal, tako da smo se dosti družili, pač koliko so nama možnosti dovoljevale, ampak seveda. Srednja šola, kam si se upisal? V srednjo šolo? Srednjo šolo sem se upisal v Trgovsko, tle v Celju. Imel sem super sošolce in sošolke, dobro smo se razumeli. Nažalost, na veselje, bom rekel, je bilo tako, da nas je bilo 5 fantov v razredu, pa 23 punc, recimo.
zelo dobro smo sodelovali, malo smo bili nagajivi, mladi, družili smo se, vsega je bilo, no, v glavnem najbolj smo si pa pomagali, ko je bilo treba švinglati ali pa kaj tazga. Ja, ta poklic je večinoma bil bolj ženski, kakor moški, ampak je. Ja, ne, veste, včasih je bilo tako, ne, imeli smo 6 mesecev prakso, pa 6 mesecev šolo, ali pa obratno, ne. No in ja, na praksi sem bil v Kovinotehni, v bivšem Kovinarju, ki je spadal pod Kovinotehno, tam je bilo izredno dobro, imel sem zelo dobre sodelavce, šef mi je bil Klopdžija, pa Brane Marič, pa Miro Pasarič iz Šentjurja, Valter Brumec, recimo to so malo starejši, ki so bili oddelkovodje, pač mi smo bili pa malinovci, vajenci in smo tam delali kar dober, fajn, dobro smo se zastopili, fajn štimung smo imeli. Imaš lepe spomine na Kovinotehno. Zelo lepe spomine in vedno so mi naredili uslugo, da lahko treniram, ne, jaz sem tam delal v skladišču, tam smo po 30 ton železja dopoldan premetali na kamione, pa še 2-krat na dan trenirali. Jaz sem bil od 15 do 19 leta, sem jaz tja hodil na prakso, plus v šolo, ampak hočem povedati, da sem imel en tak dober predpogoj, da sem fizično pripravljen. Recimo Tomič, agent, je takrat bil zaposlen v Libeli, on je popravljal naše vage, prišel tja, jaz ko sem njega videl kot starejšega kolega, kako on premetava tam po 2 tone gor z rokami, a ne, pa se gledal, sem kolej, agent, viš, jaz pa tole počnem, ne, pa tiste cevi smo rezali, pa na Trimblic, pa pol na kamione gor šibali, no, vse so tudi bili veličari, ampak so bile trgovci, pač stranke, ki so prihajale, niso vedno tako nalagali na veliko, ne, ampak ja, je bilo zanimivo, delovno fejst, ampak dober predpogoj za trening. In kar je pa najbolj zanimivo, jaz sem vedno vsem delavcem zrihtal karte iz mojega Kovinarja, bom rekel mojega našega, da so hodili na tekme. Jaz sem tam po 20-30 kart zrihtal zastojn in oni so pol meni tudi uslugo naredili, tako so mi tudi omogočili, da sem se lahko pol kasneje, ko sem še v Celju bil, udeležil priprav reprezentance Jugoslavije in mladinske reprezentance, katera je pol na Portugalskem osvojila naslov mladinskega svetovnega prvaka. To je tvoja prva medalja bila. Ja. Postal si mladinski svetovni prvak, fant iz celjskega Kovinarja, kjer je imel zelo lepe odnose, sicer težko fizično delo, če gledaš, ampak to je bil zate odličen kondicijski trening. Tudi med ostalim, Pa tudi na nek način ekipno si se že učil, kako lahko ekipa dobro sodeluje na ta račun. Že tu se je pokazala tvoja dobrosrčnost in hvaležnost, nisi pozabil na nje, ko je bilo treba priti na tekmo, si jim pomagal in tako nekako lepo začne rasti tvoja prava profesionalna pot. Ja, recimo, da izhajamo kot še trgovec, ki se je učil na praksi v Kovinotehni, pa potem z mojim rednim udejstvovanjem na treningih prve ekipe, takratnega železničarskega rokometnega kluba na Skalni kleti. Ja, odtle naprej se je potem začela razvijati ta neka moja rokometna pot. Logično, bil sem perspektiven, strokovnjaki so me opazili, takrat sem imel, ne vem, povabil 9-10, mogoče, ko sem bil v drugi ligi, jaz sem imel ambicije, želel sem uspeti kot športnik, ker čeprav me je oče pa mati sta me vedno šola, ne, jaz sem to končal, sem si mislil, papir imam, to, kar je bilo najbolj pomembno za starše, ne, zraven pa še šport in ja, mislim, da nisem naredil napake, da je bila pravilna odločitev. Srečo sem imel med ostalimi, da sem bil takrat izbran
kot eden mlajših talentiranejših vratarjev, da so me poklicali v A reprezentanco Jugoslavije, ki je takrat ni bil mačji kašelj. Ne, to je velika reč. 3-4 velesile rokometne, to je bila Rusija, Romunija, Jugoslavija, pa DDR. To so bile takrat svetovne rokometne sile in jaz sem imel srečo, vsega je bilo, in mojega truda, in njihovega truda, in nekih zadev, da se mi je poklopil, ker sem hotel braniti. Jaz sem šel dejansko kot ambiciozen mlad vratar dol v Crvenko. Tega leta sem imel pozive iz Slovana, iz Crvene zvezde, iz ne vem odkot ne vseeno. Crvenka je bil tvoj prvi klub, kamor si odšel? Ja, iz druge lige. Nažalost v Celju je bilo tako. Tiste čase ob sobotah bi igrali prvoligaške tekme, ob nedeljah dopoldne smo pa igrali za Mercator, za drugo ekipo, ki je sestavljala mladinska ekipa, tako da sem se tekmoval na dveh frontih, za člane in za drugo ekipo Mercatorja, pa še za mladince, pa tak naprej. V glavnem, vse selekcije sem šel skozi, kot aktivn vratar, ogromno trenerjev se je zamenjal, tako da sem si pridobil neka znanja, ki so bila predpogoj za kasnejše delo dol, ko sem prišel v Crvenko. Ponudb je bilo veliko, odloči se za Crvenko. Kaj je botrovalo temu? Kaj je bilo takega v tem klubu, da si se odločil za tja? Prvo so veliko polagali na delo za mladimi, imeli so zelo mlado perspektivno ekipo in prepoznavno rokometno šolo v takratni Jugoslaviji. Pri meni konkretno je odločilo to, ker sem že bil takrat pol tudi na spisku prvo mladinske pa B reprezentance, smo šli na en turnir Zarja Vostoka gor v Tbilisi in tam sem bil pol tudi nekako izbran, da bi se kandidiral za A reprezentanco Jugoslavije. In po enem določenem obdobju, mogoče po enem letu, so mene začeli klicati dol prijatelji, Holpert, Beker, ta Terbojevič, Puzovič je bil zraven, Milič, Duško, nekako, ker smo bili dobri prijatelji, so pač v nekem momentu rekli, daj pridi z nami, se bomo fajn družili, bomo dobro trenirali, imamo mlado perspektivno ekipo, tam se je dobro delali z mladimi in enostavno je bila to tista moja neka ambicija športna, ki je prevagala v tej smeri, da sem se pač tja odločil in tja dol šel. Tam je bilo super. Iz mladinske reprezentance, iz Celja, svetovni mladinski prvak Mladenič, v popolnoma nove izkušnje, o tem in potem o vseh uspehih in pa z teh uspehov, ki so sledili in potem nadaljevanju tvoje poti do danes, bova spregovorila še v drugem delu oddaje. Sedaj pa čisto kratek premor. Sem že čez 80, pa še zmeraj snemam. Rifle, mi smo! Kaj se dereš, vse te slišim. Imam slušni aparat. Preverite sluh in poskrbite zanj. Audio BM. Spet slišim. Kariera. Spet smo nazaj v ženski areni. Prav poseben gladiator skozi športno kariero je bil naš Rolando Pušnik, najboljši rokometni vratar vseh časov do zdaj. Je nosilec olimpijskih odličij, zlatega in bronastega in tako naprej, in to bova sedaj v drugem delu oddaje tudi povedala. Krasna, bogata mladinska pot, tudi z mladinci si postal svetovni prvak. V tistem času smo bili v skupni državi nekako rokometna velesila in ti si se izkazal in prišel celo v prvo postavo. Že to pove, kako kvalitetno je bilo tvoje delo.
kako dobro si delal in pa kako verjetno tudi nekaj nadarjenosti je moralo biti. Ja, res je. Omenila sta gladiatorstvo. Zdaj sem se spomnil enega momenta, ko nam je Velimir Kljajić, trener takratnega Zagreba, ki je prišel iz Valava Manzenheima, omenjal, da je naš rokometni šport gladiatorstvo. In nas je na ta način poskušal motivirati in usmeriti na še boljše delo, na še večji trud in tako naprej. No, ampak da se vrnem nazaj na tole začetno vprašanje. V glavnem mislim, da je glede po 4-letnih poskusih ali 5-letnih poskusih od 15. nekje do 19. 20. leta, ko sem bil v Celju, ko se nismo uspeli plasirati v eno leto smo igrali, 2 leta, potem pa 3 leta nič, pa smo tam izgubili ene dvojne kvalifikacije. V glavnem iz neke moje te ambicije sem se tu odločil dol, da grem in na ta način sem pol tudi padel noter v A reprezentanco. Poglejte, takrat je bila Jugoslovanska liga zelo močna, če lahko tako omenim oziroma se izrazim. Igralcev je bilo ogromno kvalitetnih. Moram vam tudi povedati, da jaz nisem bil prvi, ki se je uvrstil v državno reprezentanco. Pred mano je bil Ačkun, recimo Starbovl, pa je bil mislim, da Žare Presinger, celo Marguč, neke akcije, mogoče Koren, pa je bil tam Ivezič, pa potem z velikimi uspehi Vlado in Miha Bojevič, Anderluh, no, nekako kasneje pa Praznik, Razgor, Toplak, to so bili vsi, smo bili vsi potencijalni kandidati za reprezentanco, ampak nekako jaz sem bil... Polde Kalin je bil, na primer. Pa Kalin Polde je bil, ja. Pa še bi lahko našteval igralcev, ker so bili res kvalitetni. Saj smo imeli, recimo smo bili takrat, moja generacija sam je bila 3-krat prva v državi, mladinski konkurenci, pa 3-krat druga. Se pravi, mi smo bili v samem vrhu. Se pravi, v Celju so je zelo dobro delali, ker je bila pa pač takšna, ne bom rekel politika, ampak taka usmeritev kluba, da smo pač bili mlajši nekako bolj v ozadju, dokler stvarno ne dozorimo in smo iskali sebi prostor nekje pod soncem oziroma neko ekipo, ki bi igrali, ker smo imeli ambicijo, posebej jaz in sem tudi šel. Subotic, Crvenka je ta klub, pa mesto, kjer je tudi zasebno eno velik pečat pustilo v tvojem življenju, tam si osnuješ družino. Vemo skozi tvojo kariero, da si zelo družinski človek in tam so se tudi ti tvoji koraki začeli. Ja, po določenem obdobju, ko sem dol prišel, sem se mogel prvo dobro adaptirati na to ekipo. Ja, tam sem tudi spoznal bivšo soprogo, s katero imam hčer Anjo. Moja Anja ima slovensko državljanstvo, tudi vnukinja bo zdaj dobila, glede na to, da ima hčerko, tako da, ja, lepo. Je bilo lepo tudi tistih krajih? Ja, dober je bilo, pač jaz sem pol iz tistega kluba šel zaradi tega, ker bivši soprogi ni bilo namenjeno, da bi dobila zaposlitev, jaz sem se odločil, smo šla v Niš in potem še naprej v Španijo in tako naprej. Tam se začne dejansko iz Niša v Španijo. V katerem klubu si igral v Španiji? Pamplona. Mempamsa, pa Pamplona, San Antonio. Potem takrat, ko sem jaz bil, nismo bili tukaj, bom rekel, visoko kotirani. To je bila ekipa, ki je šele prišla v prvo ligo, mi smo bili 9. in v četrtfinalu pokala Kralja smo potem izpadli proti Barceloni takrat. Ampak mene je v glavnem tja lansiral tale trener Deni DeVito, Supo Ekisvajn, z njegovim pomočnikom Batom Obučinom, pokojnim, žal,
No, Ceca, njegova soproga, je danes delegatkinja na rokometnih tekmah izpred EHF-a. Ravno pred 2-3 dnem me je poklicala in je rekla, da mi bo poslala povabilo za moško in žensko reprezentanco, ki smo bili v Los Angelesu, da imamo neko prireditev na Rokometni zvezi Jugoslavije in kasneje, da bi šli nekam na kosilo in neko druženje, malo na nek sproščen razgovor in tako naprej. Normalno povabila sem se odzval in sam datumi pa z ostalimi se še morajo poklopiti, da lahko tja pridemo. Oziroma, ko bo... Iz Španije pa v Zagreb. Tako je. Zagrebu pa Celje ti je dalo vse na nek način, da si se odrinil. Klubski uspeh največji, če se ne motim, pa je bil v Zagrebu. Se pravi, bil si 2-krat evropski prvak. Ja, jaz bi predtem omenil en tak detalj, recimo, ko je bil v moji neki športni karieri zelo pomemben. V Crvenki sem te 2 leta imel izredne sezone, na kar sem se odločil, da grem v Niš. Tam sem ostal 4 leta, oziroma 5, tako bom rekel, in to mi je dal znanje, izkušnje, dal sem skozi šolo rokometa v smeri, da lahko igram vrhunski rokomet. Prvič, da se lahko prebijem tudi nekje v inozemstvo. Takrat so bile težave, ker je bila meja. Doktor Pokrajec je postavil mejo oziroma Rokometna zveza Slovenije, da lahko greš šele z 29 letim ven. Tako. In jaz prej nisem mogel. In to hočem povedati, da so mi te 2 sredine in ta 2 kluba ogromno pomagala. Igral sem z enim klubom in z drugim klubom že pokal Evrope. Potem pa še inozemstvo in mi je to vse v paketu dalo eno neprecenljivo izkušnjo, da so me na osnovi tega poklicali tudi pol v Zagreb in da sem lahko tam potem deloval 4 leta. Na Zagreb imaš lepe spomine, čeprav mogoče pa na koncu. Ja, povezano je bilo zelo, prvo, klapa smo bili dobra, to je bila mlada ekipa, ki je takrat harala v tem jugoslovanskem rokometu. Slovenci smo bili dodatna vrednost, tu je bil Teti Bamforo, Iztok Puc, Jani Čop in moja malenkost in če dam oblično vse skupaj, ja, smo naredili dober rezultat in neke zadeve. Našla sem, izbrskala sem en posnetek iz tvojega zagrebškega obdobja. Prosim, režija. Da vidimo. Još samo 3 sekunde. Još samo 3 sekunde. Nema sedmerca, nema isključenja. Sada su olabavili kriteriji norveškoga para. Izmjene, ide Goluža van. 3 sekunde šansi za Istoka Puca. Čekajte da uđe Puc. Tu se žure naši. Puc će pucati, to je sigurno Puc. Puc! Pa to je taj gol Puca! 3 sekunde je bilo do kraja, gotova je utakmica, Zagreb je prvak Evrope, Istok Puc je heroj, Istok Puc je junak, Istok Puc treba dobiti rukometno odlikovanje. 22-18, pogledajte, to je taj gol, težak na tone ugleda, na tone. Pogledajte, ma kakav Petar Hofman, Istok Puc je to dao. Istok Puc je donio pokal ovog puta, naravno Istok Puc je zaključio to sve. Ob tem moram poudariti, pač, da je to eden njihovih prvih, bi rekel, medvojnih ali povojnih uspehov na klubski sceni. Dejansko v samostojni državi. Ja, ja. Mi smo takrat polovico leta, se pravi pol smo preživeli v Sloveniji na pripravah, pol, ko ni vihrala vojna v Zagrebu ali na Hrvaškem, pa v Zagrebu. In tu je bila, mislim, da drugo leto tekma, katere mislim, da
To leto smo igrali, ja, ko je dal Iztok ta odločilni gol, smo igrali v ledeni dvorani prvo tekmo, tam smo zmagali 4 in ta druga tekma so že oni vodili 5 in je Iztok dal gol in je bilo na koncu 4 za njih, tako za nas v Zagrebu, ampak smo manj golov dobili in smo šli naprej. Ja. Smo imeli boljše. No, ampak leto prej smo bili pa tudi prvaki, smo pa od 14 tekm v Champions League igrali vseh 14 v gostih. To pomeni naši domače mesto ali kraj ali dvorane, kak bi že to omenil, rekel, je bila Nemčija, je bila Avstrija in pač druge po svetu. No, in to drugo leto je bilo nekako tisto, ne, korona za oba 2 leta skupaj je bilo pa kot nagrada neka, ki smo se izborili in osvojili ta drugi naslov prvakov z Zagrebom. Lepi spomini, če še malce greva po klubski karieri, preden se dotakneva reprezentančne, iz Zagreba odideš kam? Iz Zagreba sem šel po prvih 2 letih sem šel v Celje, nato v Slovenj Gradec, Slovan in nazaj v Zagreb. Tam sem pa ostal 2 leti, nato pa v Metkovič. Tam pa je bila tudi posebna zgodba, kaj ne? Ja, z vsem tem klubim, v kateri sem deloval, smo imeli tekmovanje na najvišji ravni, se pravi ali pokal IHF, EHF ali Champions Liga, ali Challenge pokal, mislim, zdaj ne vem točno, ali smo v Slovenj Gradcu bili ali nismo, v glavnem, mislim, da smo tudi igrali, nisem pa ziherno, ampak dobro. V glavnem, ja, po teh 2 letih nazaj v Metkovič, potem v Metkovič, ja, tam dol je bilo pa tako, ne. Je pa nekako se klub Metkovič kazal veliko zanimanje, da bi pripeljal v glavnem te domače igralce iz Metkoviča, od Goluže, Dominikoviča, ne vem, Kaleba, Metličiča, Jurkoviča, Jerkovičov, bratov, mislim, ni da ni, ja, Bjeliš, Mario, Ivica Obervan, domač trener Duka Puljevič, no kasneje je ekipo prevzel Ivica, on je takrat bil igralec trener in z njim smo tudi osvojili ta naslov EHF-a zmagovalcev. Lejte, sredina nas je sprejela fenomenalno, v tej ekipi smo bila samo 2 tujca, Žigmund, včeraj sem se slišal z njim, on se zdaj dela dol v Neko, v Madžarskem, v akademiji, z fantimi, 14-15 let starimi, no. Midva sem bila tujca, jaz Slovenc, on Madžar, no, in fante so nas lepo sprejeli, dober in vse pogojeno, eno z drugim je šlo na vrh in uspeli smo pač priti do tega naslova tudi, ja. V tem obdobju si že osnuješ tudi slovensko družino. Ja, rodila se mi je Daša, hčera, ona je stara zdaj 28 let, končala je medicinsko šolo tudi, se odločila za tole fizioterapijo, neurofizioterapijo, zelo pridna učenka. Od 1. razreda pa mislim, da od srednje šole, da je bila odličnjakinja, non-stop. Za razliko od mene, ampak je bila vztrajna. No, ravno sem hotela reči, ima pa vztrajna, tako je. Ko se nekaj odloči, to bo. To pa ima in tukaj res jo moram pohvaliti. Tudi magistersko nalogo je naredila z velikim uspehom. Mislim, da je bila celo na 9 po ocenah za sprejetje na to šolo v Ljubljano takrat. Čestitke, Daša, ker jo poznam in na ta način čestitam. Zelo pridna, ona tudi je bila celo, ko je še osnovno šolo hodila v Šentjur, mislim, da je organizirala čeprav je Šentjur košarkarska sredina, ona je tam zraven organizirala rokometni krožek na šoli. Jaz sem šel tja do ravnatelja, do profesorjev, učiteljev njenih, pa Ramšak, Milan, in
so pač ustanovili rokometni krožnik, ona je poklicala njene prijatelje in tako se je tudi tam začel malo rokomet razvijati. Ona je malo atletiko trenirala, pa prej še košarko, zdaj je včasih gre tja karte prodajati za tekme alpovsko igra. Pa na statistiki včasih dela. Pa na statistiki, pa ta njen partner tudi, David, tako da ja, sta se lepo najdla in lepo peljeta zadevo. Na srečo, podarila sta mi to srečo, da imam tu še eno vnukinjo, ki je mi Olivija, ona starejša je Nina, tako da ja, pridejo, se vidimo, se družimo. Zdaj so verjetno oni najbolj srečni, ko si doma. Ja, veste, kak je, taka je bila situacija, da enostavno sem bil ogromno odsoten, hodil sem vse posod, igral rokomet, potoval, ne vem kaj vse ni bilo in enostavno včasih ni bilo tudi dosti časa, da bi se maksimalno posvetil, ampak moram pa nekaj druga povedati, da sem pač bil v situaciji, ki sem deloval okoli po svetu in tako naprej kot igralec ali kot trener, da sem pa, bom rekel, na en način poskušal vrniti, zdaj vračam to z ljubeznijo, prej z drugačnimi sredstvi in tako naprej, da sem jim pomagal omogočiti to šolanje. Zahvaljujem se njihovim mamam, ki so bile takrat zraven njih, posebej, ko so se mogle učiti in tako naprej, da so bile tako pridne, bom rekel, in ena in druga. No, tako da jaz sem pač z druge strani. Oče in mati, čas, ko si ti bil odsoten. Je tudi bilo, ampak dobro, ne moram reči 50-50 naj bo in da naj bo prav. Greva še malce v reprezentančne uspehe. Rolando, mislim, da si najtrofejnejši slovenski golman, kar se tiče olimpijskih dosežkov, imaš kar 2 medalji, zlato olimpijsko medaljo, ta je bila prva, kaj ne? Ja, ta je bila za reprezentanco Jugoslavije v Los Angelesu, takrat sem bil zelo mlad, imel sem, mislim, da 22 let, ko sem bil na tej moji prvi olimpijadi. Ja, ampak fascinantnimi igralci. Že to pove, kako dober si. Ja, bil sem v krogu 16, 14 je samo igral, 2 smo pa odpadla. Dejansko obrazložitev je bila taka mlada, še ne dovolj izkušena za takšne zadeve, no, ampak bodite vztrajni, zraven, izbrana, ja, po medalji se vidi. Rnič je bil takrat kapetan, če se ne motim. Rnič je bil kapetan, pa je bil Vuković, pa Veselin Vujović, pa Štrbac, pa Kalina, eden boljših, Radženović. A Mrkonja? Ne, Mrkonja takrat ni bil, ne, Štrbac je igral desno krilo, na koncu je Zovko mogel igrati, Zovko, Isaković, Vuković, to je bila generacija, ne vprašajte, mislim. In z njimi biti dati slabo in dobro skozi je zelo fajn občutek. In kasneje, po tukih letih se še mi čujemo, vidimo, telefoniramo. Ravno zdaj so me povabili dol v Doboj na ta TV turnir šampionov, ki se odvija 18. avgusta. Žal sem mogel odpovedati, dobil sem pač nalogo to, da bi prišel dol, vendar se ne moram udeležiti, čeprav sem izrazil željo, da bi se srečal z njimi. Upam, da bo prilika še kako drugo leto in da se srečam s starimi znanci, prijatelji, da malo obudimo spomine na te čase in vsak se je od njih nekje lansiral v svoja področja. Žal, mislim, da terih več ni od teh generacij, to je Puca, Saračeviča in Portnerja. Vsi ostali smo še, da potrkam, zdravstveno okej in še živimo pač svoje življenja. Manj ali več si v rokometu. Ja. In ko si omenil ravno Puca, ta bronasta je pa bila tudi vajna skupna. Ja, najna skupna v Seulu, v Južni Koreji. Takrat je bil njegov delež tudi neprecenljiv v gradnji te medalje. In se spominjam, ja, kako bi rekel, z lepimi, dobrimi vtisi
z vsem, kar se je pač dogajalo takrat z reprezentanco in uspehi. Nažal v finale nismo takrat prišli, eno ključno tekmo nismo končali tako, bi mogli in smo pač se potem borili za bron. V finalu so igrali, mislim, da Rusi pa Korejci, mi pa za tretje mesto z Mađari. Mađari so tudi takrat bili. Čez čas, ja. Čez čas. Ja. Takrat se je začel njihov spon v bistvu na nek način. Dejansko, ja. Omenjava vse te uspehe, omenjava vse te lepe stvari, treningi, postaneš slavna oseba, postaneš zvezdnik in to nosi tudi določene pasti. Ja, res je. Kako bi se... Zdaj, jaz osebno se ne vidim kot nekega zvezdnika, glede na to, da je moj karakter tako javnost gleda na to. Ja, no, javno opis mene kot takšnega, ja, ampak dejansko sem jaz malo drugač vzgojen, drugač pristop k stvari imam in nikoli nekako nisem se tu tako zvezdniško obnašal. Mogoče ima nekdo včasih tak vtis, da mene tako vidi, ampak dejansko pa... Ti si bolj skromen, jaz nisem nikoli pri tebi opazila individualizma. Tudi sedaj skozi pogovor vedno timsko govoriš. Čeprav si golman, ki ima svojo solo funkcijo, da se tako izraziva, ampak ti vedno govoriš timsko. Tudi zasebno nisi takšen, da bi bil zvezdniški, ampak za ljudi si privlačen, magnet. V nekem obdobju se tudi spustiš malce v zvajati. Kaj bi današnjim mladim perspektivnim igralcem, ki so naprimer že v klubih, kjer služijo veliko denarja, morda svetoval, namignil, povedal iz lastne izkušnje, kaj se lahko zgodi, kaj jih lahko čaka na taki pot? Odločajte se za šport, to vam daje dodatno zanimacijo, da se telesno in fizično dobro razvijate in šolajte se, vztrajajte, ker predpogoj za da postaneš, da se formiraš kot osebnost, je fizična neka pripravljenost plus šolanje, kar je danes najbolj pomembno, da imaš svoj nek papir, neko svojo fakulteto. Jaz moje ščire vedem, so bile obe rokometašice, športnice. Jaz sem vedem govoril, dejte se učiti, mlade ste punce, od športa boste težko živeli, ker ste dekleta. In enostavno, ne da bi podcenjeval ženski spol, ampak enostavno jaz kot oče nisem mogel dovoliti, da one pridejo v to fazo, da so od nekoga odvisne, ampak da imajo svojo neko pot, da se izšolajo, zraven, šport, vse to lepo, ne vem, plesale so hip-hop, balet, pele, igrale, ne vem koga, marsikaj, ampak šola je bila pri meni pred športom. Posebej za njih, ker so dekleta in da ne bi prišel v to fazo, da so pač od nekoga odvisne, nisem mogel to dovoliti. In s njih vidim, tero, sem rekel, boste pridne, vse boste imeli od mene, ni nobenega problema, samo šolo deliti. Eto, to je to. In so, da potrkam, obe to končale in to je to. Po aktivni igralski karieri te odnese pot v eksotične države. To je izkušnja, ki ti je tudi veliko dala v življenju. Ja, enkrat, ko se odločiš za takšno pot, jaz sem tudi malo po dušici avanturist, se odločiš, greš na povabilo Boruta Mačka, bivšega pomočnika Nika Markoviča pri Trimotrinu, smo midva nekje začela tam skupaj delovati kot trenerja in to prijateljstvo in ta vez je dolga leta trajala vse do njegovega klica v Katar. Zakaj sem se odločil? Enostavno zaradi tega, ker sem po dušici malo, kako bi rekel, avanturist, drugo so me zanimali drugi običaji, kulture, jezik, ljudje, normalno tudi neka eksistenca, ki sem jo takrat krvav potreboval, mi je to zelo prav prišlo in mislim, da mi je to dal
da bi bil tudi to en korak več, čeprav v športnem smislu sem mogoče malo nazadoval, sem pa zato v drugem smislu, da pridem na neko normalno življenjsko pot, mi je dal to eno veliko izkušnjo, da sem se postavil za nekimi mojimi prioritetami, ki sem si jih sam zadal tam v Katru, v teh 8 letih, da sem lahko vse te moje cilje izpolnil, od šolanja otrok do zadev doma, ko sem jih urejal okoli hiše, do vračanja dolgov, do tega, do unga marsikaj je tu bilo, no, ampak sem po tej plati prišel na neko normalo in tudi, da imam dom za kavo, za cigarete. In urejeno življenje. In, ja, to je tisto, sigurno, kar no, ampak prej, kar sem v bistvu želela na nek način spodbuditi z tebe, ta pogovor. Ja. Uspehi so, uspehi ostanejo. Ni pa tu materialne, v športu ni vedno takšne materialne ja, ni sigurnosti, ne, ker šport je danes do jutri in nikoli ne veš, kakva bo situacija jutri po jutrišnjem, kaj se bo dogajalo s tvojim telesom, s tvojo glavo, situacijo. Tu je ogromno faktorjev odloča in ja, sem nekako imel to. In to je pa zate še posebej značilno. Vsi smo vedeli, Roli ima hude čase, ampak Roli, ko bo dobil tisto, da ne bom rekla ravno slamco, nisi se utapljal, ampak ko bo dobil priložnost, bo Roli spet med najboljšimi in spet bo na vrhu. Ja. Dejansko si začrtal svoj cilj, ti si mu sledil. Ja. Pljuval si kri, ni bilo enostavno, marsikdaj je bilo treba pogniti glavo, ampak si šel skozi vse, da si svoje cilje dosegel. Ja, ko sem delal kot aktivni športnik, je bilo drugačno razmišljanje, usmeritve takšne, drugačne, vedel se je nek red in vse ostalo. Sem bil zelo discipliniran skozi moje dolgoletno delo, nabiranje izkušenj, kaj lahko, kaj ne, kako se moram obnašati in vse ostalo. Mislim, hvala trenerjem, ko so za to poskrbeli zame, vsem, kateri so me trenirali. Mislim, da potem, ko sem pa začel delovati kot trener, se je pa ogromno zadev spremenil, začel sem se zanimati za knjige, za literaturo, za balet, za prireditve tudi druge, začel sem ogromno čitati knjig, čeprav sem jih tudi kot majhen čital, ampak v glavnem v tej športno literaturo. No, in nekje ta neka predznanja, recimo, so me potem povezovala z vsemi temi trenerji, ki sem jih srečeval tam dol v Katru, od Mačka, Fabčiča, do Egipčanov, Tunizecev, Špancev, ne vem, Toni Hirona. Popolnoma različne kulture. Raul Gomez, ne vem, Toni Hirona, Rivera, njegov stav in vse ostalo, v glavnem. In sama organizacija Rokometne zveze je pač tako potekala, da sem mogel se zelo dobro prilagajati, znati njihov jezik, poznati običaje. Tudi njihov jezik, ne samo angleščino? Ja, jaz govorim 4-5 pasivnih jezikov, če ne več, angleščino, nemščino, razumem francoščino, arabščino, srbo-hrvaščino in še bi lahko našteval, ne, ampak v glavnem v pasivo tiste rokometne termine vse dobro poznam, kar je treba izgovarjati, povedati. Ja, se tudi zgodi, ampak težko, ne, tako da v glavnem, ko sem not padel, bi po domač temu rekel, pa malo spoznal, kako oni funkcionirajo, ni bilo težko potem naprej delovati. Usmeritve so bile prave, ljudje na pravem mestu in to je to. Izkušnja pred sedanjo, ne bom rekla zadnjo destinacijo, ker še ni, ampak predzadnja je bila beloruska. Ja, jaz sem sodeloval v Katru večinoma z Španci.
No, in odtle sem navezal neke stike, poznanstva, prijateljstva, sem že nekatere prej poznal in na priporočilo nekoga, Španca, ki je bil takrat v Brestu, sem prišel do Manola Cadenasa. Manolo Cadenas je takrat organiziral Meškov Brest, kjer je bil šef strokovnega vodstva. Imel je enega Španca, ki je prišel iz Avstrije, prej je delal v Nemčiji, pa v Avstriji, Raul González ni bil, Raul v glavnem, njegov pomočnik, bil je zdaj trener v Erlangenu, pa športni direktor je zdaj trenutno. No, ona dva, na priporočilo tega Španca iz Katra, sem prišel v Meškov Brest in tam je bila neka moja definitivna, bom rekel, potrditev kot trenerja, ki je deloval v tem svetu tretjih držav. Na en način, ko sem prišel pa v en drug sistem, mi je dal pa tisto moje fiks potrdilo, da sem pa le bil na pravi poti s pravimi ljudmi. No? In vam moram povedati, da Manolo Cadenas, veste, kdo je, džentelmen, gospod, velik znalec, zdaj ima 70 let. Mi smo mu priredili lepo tako sprejem za njegovih 65 takrat, kupili smo torte, svečke, da res smo prinesli, on se je razjokal zjutraj pol 8, ko sem prišel. Za Rolom smo se zmenili, ona dva sta bila cimra v eni hiši, sta imela v zakup, no, v glavnem klub je me to uredil in jaz zjutraj prijem in začnem pol 8 metati petarde. Človek pa 65 let star, on je ven priletel v tistih spodnjih hlačih, pa v pidžami, pa s ščepico v glavi, vesel, ko sto mater, presenečen. No? In pol smo se tam sedeli, tisto torto razrežali, zelo je bil presenečen, vesel, ja. In tako da smo imeli en tak dober team building, neko druženje, vsako nedeljo, soboto smo bili skupaj po tekmah, hodili ven, se družili, zanimali, v glavnem hecali, eno tako zares lepo obdobje sem preživel z njimi. Ampak kot trener mi je pa to dal tisto mojo fiksno neko potrditev, ja, da kot znam delati kot trener, no, tako bom rekel. Preden še zaključiva pogovor, ne morem, da se ne spomnim na tvoje obdobje v Belorusiji, tudi na našega Čakija, ja, Tomaža Čatra. Moj prijatelj Tomaž, žal pokojni, moram vam povedati, da smo se zelo veliko družili, tudi on me je ogromno nagovarjal in klical na zvezo Katra, da me privabi in mi je tudi pomagal tle, da me privabi v Belorusijo, ker je pač potreboval nekoga zraven. Jaz nisem vedel, da smo mi celo familija preko očetove strani. Vse, dokler nisem gor prišel. In je moj pokojni oče rekel, bene prilike, a ti veš, da so Čatri gor s Pečovnika iz Zagrada naša žlahta. Jaz grem do Čatrovih domov, do Darinke pa njegovega očeta in vprašam, prav, ja, sestriče, neki daljni, eto, kakva slučajnost, no. In midva sva se gor zelo lepo družila, še postala tesnejša, jaz sem hodil v Minsk, on je hodil v Brest na obisk, družili smo se, glejte, dober, 1000 km sem, 1000 km tja smo se malo vozili, to ni bil tak problem, dobre so ceste, avtoceste in ja, imela smo zelo dobro komunikacijo, zelo dobro smo se družila, sodelovala, on me je učil tudi beloruščine, ruščine in tako, ne, na koncu se je pač nažalost to zgodilo, kar se je zgodilo, meni je izredno žal, ob eni priliki, samo ena anekdota med nama dvema, zjutraj 5:30 meni telefon zvoni, on me pokliče s čepico na glavi in sedi na terasi in kadi. V bolnici bi mogel biti, ker je dobival kemoterapijo in vse ostalo in jaz pravim,
koliko pa zdaj so se spustili. Prav na hecu sem zdravnike, da so me pustili domov, da si lahko kavo na balkonu skuham, doma v stanovanju skuham in cigaret skadim. Dopoldne ostanem, bom s familijo, z Davidom in ženo njegovo. Tako. Ja, in sem rekel, pa čakaj malo ne dela, Madoni, še imam pa čas, ne. In jaz skočim do njega gor, se zapeljem 4 ure pa pol, spijamo kavo, pogledamo tekmo, se pogovarjamo o rokometu in nazaj. Eto, ni nama bilo nič težko, ne. Ni bilo težko. Nič težko, ne, jaz sem tudi cel kup slik posnel njegovih, tudi zadnji trening, ko sem ga videl, še živega, smo bila na večerji, 2 dni smo en dan prej prišel, ker je Gomel pa Brest, to je, ne vem, 1200-300 km in velika razdalja. On je s svojim avtom prišel, punce pa z temle, ko je z avtobusom, ne. In normalno njega pa njegovega pomočnika sem jaz pričakal, svojih obveznosti nismo in smo šli skupaj ven. Na večerjo se pogovarjali, se zabavali. Glejte, 2 noči zaporedoma smo jedla tiste take velike šnicle, ne vem, on, kako je bil, mislim, da je imel 120-130 kg, res tako močen fant. Dvometraš je bil Tomaž, ja? Ja, Tomaž, tako da ja, eni lepi spomini. Rekli, Čaki, naj počiva v miru. Čaki. Želela sem ga omeniti, lepe spomine sta imela, sorodnika sta bila. Res je. In tudi on je dal veliko slovenskemu rokometu. Res je, sigurno, in tudi gor je bil zelo cenjen. Gor vsako leto organizirajo memorialni turnir. Njegova žena pride gor, Anja, pride gor, je tam gost, pove en govor. Zelo ga je obrajto tale predsednik rokometne zveze Konoplov beloruske. On mu je vse te kemoterapije in te zadeve rihto iz Nemčije, da je on imel najboljšo nego. Pokopan je bil tudi z vsemi najvišjimi častmi. In je bilo zelo, kako bi rekel, težko to preboleti, glede na to, da sem bil jaz sam, pa še žlahta mi je, ne, pa še veliko smo se družili in zelo dobra prijatelja. In vam moram biti, da mi je bilo kar krizo, sem imel veliko, no, in še danes se ga velikokrat spominjam, tudi čujem se z njegovo soprogo, z Davidom, David zdaj David je kopija. Plavalc, on je tak isti čater, ko ga pogledaš od zadaj, vse isti on. Dober, poznam tudi ščiro njegovo, mojico, mati in vse ostalo, normalno, da mi komuniciramo, se pogovarjamo en drugim in ja, grem tudi obiskat njegove starše. In tudi na grob sem šel tle gor na Teharje, da še tam posvetim minuto molka in vse ostalo, ne. Drugače pa on pokopan v Minsku, ne. In čisto na koncu še sedaj si v Krimu. Kolikor te poznam, imaš zagotovo kakšne cilje še? Še dost. Veliko ciljev zagotovo, ampak kar se tiče športnih, po moje ne boš zadovoljen, preden ne bo kdo od tvojih igralk ali igralcev, morda boš zdaj tudi pri moških trener, kakšen olimpijski zmagovalec. Ja, treniral sem že medaljiste, ne, medaljiste zvezdnike, delal sem z njimi, ampak v mojem poslu je tako, glede na to, da se ogromno ukvarjam individualno, da moraš biti in oče, in profesor, in pedagog, vzgojitelj predvsem, imeti dobre odnose in njih vzgajati skozi vse te sfere, ki spadajo zraven, da nekoga narediš. Sedaj imam srečo, treniram tole Barbaro Arenhart, ona je brazilska reprezentantka, kapetanka, svetovna prvakinja, plus našo Majo Vojnović, ki je z Novega mesta, drugače, ki je žibrana, pa je prišla zdaj iz Francije gor, 2 super golmanke, vendar imam zraven še eno Dijano Džajić, njeni starši so z Banja Luke, ona je rojena v Sloveniji in živijo tle. Punca je izreden potencial, zdaj, če vam sliko pokažem, ista moja vnukinja. Jaz sem njej pokazal, sem rekel,
poglej, kako ste se vidve podobne. Vse, ko tole sliko ti moram pokazati, vse, ko ti veš, da si najmlajša, punca je stara 20 let, zelo jo, bom rekel, obrajtam in sem ogromno delama na vseh sferah. Evo, če To bomo pogledaš, v ozadju pokazali, tako. čist, sam da je moja vnukinja blondna, ona je pa črna, ne. Ja. Ampak faca pa vse isto. Ja. Njeni starši so ogromno vložili v njo, zelo se trudijo, ima eno sestro, ki je sicer od nje starejša. Ona je tudi, mislim, da končala ekonomijo ali medicino in ona se je tudi odločila za to fizioterapijo, tudi hoče magistrirati. Hodila je na osnovno šolo, na srednjo šolo Šiška, tako da predpogoj ima in zdaj se bo na fizioterapijo tako odličnjakinja. Se pravi BP. Eto, sam da naredim je svoje delo, da je njen feedback ta pravi, tudi ostalih dveh, normalno, govorimo neko je najmlajša, ki se trenutno največ z njo ukvarjam, ampak z temi dvemi pa mislim, da smo letos na pravi poti, da naredimo kak korak več v Champions League, kar nam je tudi cilj in mi bomo vse naredili, da to tako bo. Naj vam bo srečno, kar se klubske plati tiče, Roli, Puška, Rolando, Drvarnica, Boška, Puška, ne vem kaj ne vse nisem bil. Drvarnica ti je rekel Čater. Mi je Čaki in tvoj partner Sašo, s katerim smo tudi dobra prijatelja, tako da tukaj, to je vse nickname, jaz vse to razumem, med nami dobrimi, iskrenimi prijatelji. Tako. Hvala, iskrena čast mi je bila, želim ti na tvoji poti, da dosežeš vse tiste skrite in pa tiste velike javne načrte, ki jih imate v klubu, naj te drži zdravje in pa predvsem tiste srčne sreče. Hvala za lepe želje, vse bomo naredili normalno, da vztrajam na tem, jaz sam prvo in da se potrudim za svoje zdravje, da bo tako, kot mora biti. Življenjske cilje še imam, logično, tudi doma še nekatere zadeve, zdaj imam malo več časa, sem tudi malo več s prijatelji, imam malo več časa, da grem kaj okoli pogledati, na kako kavo z njimi, na klepet, da si pogovorim za kakega mojstra, delavca ali karkoli, če rabim, tudi sam pomagam, sam kosim, ne vem, jojo, brajdo vežem, ne vem, ciprese urejam in tak naprej, kosim doma, vse, kar pač vsak normalen človek počne. Veliko takih. Tako da nič več, pa nič manj. Ja, lepo o tebe, še ena lepa stvar, ki veliko o tebi pove. Kot sem rekla, vse lepo, vse dobro, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Gostje, kot je naš Rolando, bi oddaja morala trajati vsaj 3 ure, da bi lahko povedala vsaj tisto najosnovnejše in najlepše iz njegovega življenja. Žal, čas se je iztekel. Želim vam vse dobro in lahko noč. Lahko noč.